Vse vas lepo pozdravljam v imeni Jezus. V imeni, ker je nad vsemi imeni, v imeni, ker je davle radost, ker je davle veselje, v imeni, v katerem najdemo odrešenje. Jezus Kristus je te, ker nam daje smisel življenja in ne govorim v prazno, ne gočim v prazno, kdo povem, ka se splača slediti njemi. Splača se slediti Jezusu v vsej trenutki našega življenja. Vrvne, ko smo v naših življenjih že spoznali in pa še spoznavamo Božjo ljubezen do nas. Pa če gli moramo včasih iti skozi težave, probleme, bolezni, skozi težke situacije, ne vemo rešitve, ampak eno je sigurno. Jezus je z nami v vsakšej situaciji. Te živi Bog je z nami v vsakšej situaciji našega življenja. In v uvodi bi nas vse rad spodbudil z odlomkom, ker je zapisane v Efežanom 3. poglavje 14. do 21. vrstice. In prisluhnimo tome, ko Pavel piše cerkvi v Efezi. Efežanom 3, 14 do 21. Zato upogibam svoje kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji. Naj vam da po bogatstvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Njemu pa, ki mora pomoči, katera deluje v nas, v vsem napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo, njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove na veke vekov. Amen. Amen. Pavel prosi Boga, naj cerkev utrdi v notranjosti, torej v srcu in mislih, naj se cerkev utrdi v notranjosti, torej v srcu in v mislih z svetim duhom. No, Jezus živi v njihovih srcih, ko bi rekel skupaj, kako ena skupnost spoznali, kako velika je Kristusova ljubezen. Ampak gleko bi še tako na širko in pa dolgo tudi jaz opišavo ali pa štokoli opišavo, kako čudovita je ljubezen našega nebeškega očeta, ne bi je mogli razložiti, doseči vseh besed, ker opisuje to ljubezen do nas. Ne moremo opisati, kako neskončno čudovita je Božja ljubezen do mene, do tebe in vsakega posameznika na tom svetu. Prav v tej Bog želi delovati v mojem, želi delovati v tvojem življenju. Ali je naš Bog čudoviti? In pa še nekaj Pavel dodaja, tako povedano, v 1. Korinčanom, 1. poglavje 9. vrstica. Zvest je Bog. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim sinom, Jezusom Kristusom, našim Gospodom. Torej, tej Bog, ker te zove v odnos z njim, tej Bog, ker ima za mene, ker ima za tebe neskončno ljubezen, tej Bog je zvesti Bog. Nam davle obljubo, nam davle, pravi, kaj je zvest na vseh naših poteh. Zato se splača stalno v vsakši situaciji zanašati na Boga v naših življenjih. Mi leko do nekšne tako povem, meje, nadziramo stvari in pa okoliščine, v kateri se nahajamo in jih vodimo. Ampak, kako smo že večkrat tudi čuli v pastorovih pridigah, ne vemo, ko nas čaka jutro. Zato se odpravimo naprej na naše poti, na naše korake, ker gemlejmo z Jezusom Kristusom na prvem mestu v naših življenjah. Gnes smo skupaj pogledali odlomek iz Lukovega evangelija in tisti, što imate tudi Sveta pismo, se jo fleko odpremo v Lukovem evangeliji 5. poglavje od 1. do 11. vrstice. Luka 5, 1 do 11. In to imamo zapisano tako.
Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal 2 čolna pri bregu. Ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Simon mu je odgovoril: učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagati. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim. Prav tako pa je tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Zdaj je Jezus rekel Simonu: ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Pomolimo se. Gospod Bog, hvala ti resnično ponovno za te čudoviti dan, ko smo le kot tu v tvojem Božjem domu z namenom, ko slavimo in častimo tvoje ime, Gospod Bog. Hvala ti, ko smo le vedno znova opozorjeni, ko si ti ta prioriteta in to na prvom mestu našega življenja. In Gospod Bog, resnično daj, ko bi se obnavljali v naši veri, vsakšni znova in znova. In tudi gnes ta beseda, kar imaš za nas pripravljena, daj, ko bi nam resnično vsem gučala na srce, ko bi lahko prisluhnili in živeli tudi po toj besedi, ko imaš ti za nas povedati, Gospod Bog. Resnično, tebe predajamo celotno bogoslužje, tebe predajamo besedo, tebe predajamo naše misli in naša srca. Amen. Amen. Torej, prešteli smo dogodek, ker ga večina že poznamo. Ampak si vseeno pogledamo tekst, ki bomo obnovili vsebino odlomka. Te odlomek je najbolj znani potem, ko Jezus pozove prve učence. Kateri so pa bili što? Bili so 4. Bili so Simon Peter, v Lukovem evangeliju ne je omenjene, ampak v ostalih evangelijih je, njegov brat Andrej in pa potem še 2 Zebedejeva sinova, to sta Jakob in pa Janez. Torej, to so bili ti prvi 4 učence, kere je Jezus pozval. Potem v začetku teksta smo prešteli, kaj je Jezus že pridgo Božjo besedo. In kaj je okoli njega bila takšna gužva, kaj je mogel stopiti v čun in predgati z čuna. Kdo je pridgo končal, je Jezus dal učencem povelje, bi lahko tako povedali, kaj naj idejo loviti ribe. In kljub tome, ko so že lovili celo noč, ko so že celo noč bili aktivni, ko so delali, so poslušali Jezusa in vrgli mreže. Prešteli smo: učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. In zato, ker so bili poslušni Jezusu, so zgrobili toliko rib, ko so se na konci oba čuna začela potapljati. In to je eden izmed čudežev, katerega, lahko povem, dostikrat nemamo v mislih, v razmišljanjih, kdo mislimo na čudeže, ker je delo Jezus. Stalno se najprej spomnimo, kaj je ozdravil gluhoga, kaj je dal vid slepim, kaj je oživel ljudi od mrtvih. Stalno se tih čudežev spomnimo, ampak se ne spomnimo mogoče včasih toga čudeža. Zato, ker so takrat še navadni ribiči bili poslušni besedi Jezusa, je Bog napravil te čudež. Zatem pa jih Jezus pozove v novo službo. Vi nete več navadni ribiči, ki te ribe lovili, mogoče še občasno, če da što je ločen, ampak Jezus jih je pozval za ribiče ljudi. Iskreno, kako enostaven, kako čudoviti tekst, kako čudoviti dogodek. Imam veselo novico. To se dogaja še gnes. Če se jaz in ti odločimo poslušati Gospoda, da v naših življenjih napravi čudovite stvari. Zato se stalno znova povdarja,
ko je treba poslušati Gospoda. Prisluhniti, ko on želi nam povedati. Ampak ne samo poslušati, pač pa tudi sprejeti tudi to, ko smo učili od našega nebeškega očeta. Zato pri meni je bil dostikrat primer, ko sem čil, ko so mi profesori povedali, učili v šoli, ko so nas učili, ampak ne sem direktno sprejel slišano, v misli in tako se je tudi odražala ta neposlušnost v mojih ocenah. So bili tudi kakšne cveke, pa imamo pa ne vete za vse cveke, ko sem ga dal, ko sem hitro popravil. To, ko sta se ti ne navoljivali, ko si ti cvek dobil. Ampak bila je potem ena druga razlika. Kdo pa sem bil pozoren na to, ko so mi profesori učili in sem se poglabljal v snov, sem se včil, pripravljal, potem so tudi kakšne petke spomnile. Potem so tudi rezultat bile moje ocene te poslušnosti. Čisto enostavno. In enako je tudi v mojem in tvojem duhovnem življenju. Če je poslušala nebeškega očeta, če bo poslušna stvarnike, če bo investirala najne čas v preučevanje njegove besede in se trudila živeti sveto in Bogu po volji življenje, po načrti, ker ga ima za najdva, te da Bog tudi to poslušnost nagradil, da to poslušnost blagoslovo. Ne pravim, kada samo blagoslovi v naših življenjih, kad ti Bog toga ne obljublja. To je ne Božja obljuba, nam kamo samo blagoslovljeni. Zdaj pa namreč, kad nam obljublja, kad če se predava njemi, če zavipamo nebeškimi očeti, tome stvarniki, te da je prisoten v vseh situacijah najnih življenj. Zato, ker, kako smo na začetku prešteli, on je zvest Bog. In za primer tega poglednemo v staro zavezo, kako prerok Ahija govori Božjo besedo, torej preroštvo Jerobeamu. In zapisano imamo v 1. kralji 11. poglavje 38. vrstica. Če boš torej poslušen vsemu, kar ti bom zapovedal, hodil po mojih poteh in delal, kar je prav v mojih očeh, se držal mojih zakonov in zapovedi, kakor je delal moj služabnik David, bom s teboj in ti bom sezidal trdno hišo, kakor sem jo sezidal Davidu in ti bom dal Izraela. Na začetku včasih vidimo pogoj za Božje obljube Jerobeamu. Če boš torej poslušen vsemu. Torej moramo biti samo poslušni Bogu in je to. Poslušamo samo, ko nam Bog pove in je stvar rešena. Ne. Kako smo prešteli naprej? Če boš torej poslušen v vsemu, kar ti bom zapovedal, hodil po mojih poteh in delal, kar je prav v mojih očeh, se držal mojih zakonov in zapovedi, poslušnost Bogu, hoja za Bogom, delo za Boga in upoštevanje Božjih predpisov. Te moges stelv. To je to, kar si Bog želi za vsakšega kristjana. To je način življenja. To pomeni imeti Boga na prvom mestu v naših življenjih, v naših srcih. Kako pravi Izaija 43. poglavje, ne boj se, saj sem jaz s teboj. To je ti pravi način življenja tistega, ker se je odločil iti za Jezusom. Rad bi pa dal poudarek na hoji za Bogom. To je nekaj, kar zahteva od nas, kot vernikov Jezuša, vztrajnost, potrpežljivost, odločnost in neomajnost. In to je stalno enostavno, stalno lehko. Poslušati Boga, Božjo besedo je problem. Delati za Boga je problem, se potrudimo. Upoštevati njegove predpise tudi problem. Ampak hoja, biti zvest Bogu skozi celotno življenje, ne glede na situacijo,
hoditi v veri v Jezuša in imeti popolno prepričanje brez dvomov v njega? Ne je stalno enostavno. Tekst, ker ga smo prešteli v Lukovo evangelije, pravi na začetki, ko so ljudje pritiskali na Jezuša, torej pomeni, ko so že pred, tako povem, učencami ljudje sledili Jezušu in njegovimi delovanji. Pogledamo del konca 4. poglavja v Lukovo evangelije. Luka 4:42 vrstica. Ko se je zdanilo, je odšel in se napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale. Ko so prišle do njega, so ga zadrževale, da ne bi šel od njih. In potem, ko smo prešteli naprej v 5. poglavju, smo prišli do toga, kaj je mu takšno gužvo bilo okoli njega, kaj je šel pred ga z čuna. Ljudje so iskali in sledili Jezuši. Željni so bili njegove prisotnosti. Želeli so biti v njegovoj prisotnosti. Zakaj? Ker je delal čudovite stvari. Ker je ljudem davo nekako se ne najde v tom svetu. Potem naprej v 5. poglavju, ko smo prešteli, vidimo, kaj je hodila, kot sem že povedal, za njim takšna velika množica. In na koncu teksta še preštejemo 11. vrstico, Luka 5:11. In ko so potegnili čolna na kopno, kaj tako povem, so tudi te 4 osebe vse pustili in šli za njim. Te 4 ribiči so se odločili iti za njim in se včiti od samega Jezuša. Spoznali so, to je pa neka noček. Tu pa se da dobiti nekaj čudovitega, nekaj drugačnega, kot pa te svet ponuja. Tudi Ges in ti sva na neki točki življenja, kot tako povem, se odločila slediti Jezuši. Se odločila predati najna srca Jezuši. In to je najpomembnejša odločitev v najnem življenju. In vrvneka se strinjava. In pogledamo malo nazaj našo pot. In iskreno si lahko odgovorimo v mislih, ali je vedno bilo enostavno hoditi za Jezušom? Ali je stalno bilo gorsovniti in se odločiti v Jezušom imeni idem dole? Vrvlenka so v vseh naših življenjih bili vzponi in bili tudi padci. Dejstvo je, da za vsakšnim padcem, če imamo Jezuša v srcih, vedno je bil in pa bo novi dvig na pravi način življenja. Hoja za Jezušom je pomembna, kajti že sama hoja je pričevanje ljudem okoli nas. Kako pa odeš za Jezušom? Je način hoje pomemben? Da sem že prejšnjo nedeljo omenil, ampak na jesenskem mladinskem taboru je govornik Brec dal zelo enostavno in slovito prispodobo o hoji za Gospodom. Kupiš si nove punče, kakšne najkice, adidaske ali pa tiste poceni, ko so iz Hofera in jih face rad nosiš. Imaš nove punče, pokažeš se malo, kako se fajn svetijo, so naprimer bele adidaske z zelenimi črtami, ponavadi na začetki še posebej jih pucaš, jih paziš, ko stapaš in stalno, da si dojziješ, jih malo zbrišeš in se skrbiš za njih. Te pa čez čas več ne si tako pozoren na njih. Ne si več pozoren na to čistočo čevljev. Je en flek gor, drugi in tretji. Namesto toga, ko so čevlji te bele, gratejo bolj takšne bež rjave barve. Z punčami ideš naprimer tudi ti na rangersko srečanje, se ti vse naokoli navare blato in se niti več jih ne trudiš pucati, pa ti malo doj zmlati in pa je to. Čez čas pa ti čevlji gratejo delavni čevlji za doma.
Vsaj pri nas je to, ko se te čevlje še do konca vznucajo, te časka ne razpadnejo. To se na pravi način nucajo tako punkče, ne? Ampak, če se zamislimo, da so čevlji zamazani in je nabrano gor blato, to tudi povzroči, ko začnemo oditi noček. Ne so naši koraki več tako, bi lahko povedal, elegantni, normalni, ampak spreminja način naše hoje in če bi s takšnimi čevlji še vztrajali, še naprej jih ne bi pucali, bi odili dokaj, povem po domače, piklavo. In vrmlej, ko ste vsi dojeli, kakšna je tu prispodoba. Spoznaš Boga, ga sprejmeš v srce in se veseli, ko si to napravil. Čudovita odločitev. Potem ideš naprej po poti. Kadarkoli je padec, greh, včasih priješ pred Gospoda in prosiš odpuščanja in očistiš srce. Ne ti sam, ampak ti Bog očisti srce. Priješ pred njega v molitvi, ga prosiš odpuščanja in nadaljnega vodstva. Čez čas pa si misliš, a pa vedno znova je ti padec. Pa nemo si misliš tako stalno znova Boga mantral in ga prosil za odpuščanje, ker da se pa zgodil ti padec. In nažalost dosti kristijanov to gleda na te trenutek tako, da napravijo greh. Pa pada se zgodilo, nemo zdaj, brez veze, ne. Znate, to posledično vpliva na našo hojo za Jezusom. V življenju idemo vseeno naprej, z dneva v dan, v nas se naberajo grehi, se naberajo slabe občutki, grenkoba, zamere, sovraštvo, nezadovoljstvo, zasvojenost, užaljenost, razočaranje. In hoja za Gospodom je posledično piklava. Bog si ne želi, da bi tako postopali in nosili vse to v srcih. Nišče izmed nas je nepopolni in ne more biti perfekten. Želja Boga je, ko se zatekamo k njemu in se pustimo voditi, opozarjati, spodbujati od Svetega Duha. Bog nas posledično blagoslavlja, nas izgrajuje. Ampak ena pomembna stvar je, ko nam še Bog davle. Matej 11:28. Vrvneka, vsi poznamo to vrstico. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Če si zmantrani, zdelani, preobremenjeni, v skrbeh, v dvomih, pri njemi je počitek. Pri Jezusu ponovno najdemo smisel iti naprej po poti, smisel nadaljevati pot življenja. Šteli smo, ko so ljudje že sledili Jezusu, ker so želeli čuti od njega še in še in še in še. Ne so ga želeli pustiti iti v kraj od njih. Po storjenem čudeži so ribiči pustili vse in šli za njim. Ne so se osredotočili na čudež, ampak so videli Božjo mogočnost v Jezusu. In so se odločili slediti Tomi, ker je dela čudeže. Tomi, ker je izvor te milosti. Milost odrešenja, ozdravljenja, osvobajanja. Odločili so se slediti Jezusu Kristusu. In če se zatečemo k Jezusu, potem je ta naslednja vrstica zapisana v Psalmi 27, ena resnična za vsakšega kristjana, ker sledi Jezusu. Psalm 27, Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja. Pred kom bi moral trepetati?
Tu mogoče David piše o svojih fizičnih sovražnikih. Ampak vrme, kad se to nanaša tudi na duhovne sovražnike. Na sile, kere mi ne vidimo, kere so realne, kere napadajo vsakšega izmed nas naših življenj, kere zavajajo, kere uničujejo. Gospod je moja luč in rešitev. Koga bi se moral bati? Zakaj ne bi naše skrbi predali Gospodi? Zakaj ne bi naše želje predali Gospodi? Bog se želi čuti, ko nas teži, ko si mi želimo, ko je naša prošnja, ko je naša zahvala. Zakaj ne bi iskali navdih, modrost, tolažbo pri živom Bogu? No je Bog resnično naš temelj, ker ga ne mre in ne da poriši niti en vihir v našem življenju. Božja obljuba namreč stoji trdno. Zato se splača hoditi za Jezusom. Splača se vsak dan pustiti, vse odstraniti iz svojega življenja, vse, kar nas omejuje, zadržuje, vse, kar nas ovira, kar preprečuje, kar bi iskreno sledili Bogu. Splača se to vse iskreno dajati njemu v molitvi, v pogovore. In prvi učenci, kako smo že prešteli, so v tistem trenutku pustili vse. Vse ribe, oba čuna, vse mreže, celi zaslužek. Ne so šli povedati nasvidenje svoje familije. Samo zato so pustili vse to, kar so leko odeli za Jezusom. Kar so imeli šanso spoznavati, kako živeti. Kar so imeli šanso videti, kako mogočen je Jezus. In mi gnez den to še tudi leko delamo. Stalno znova se odločimo oditi za Jezusom. Vsak še ogojno, če nam Bog da milost, kad se prebudimo, Bog, ti sem. Želim tebi slediti. Želim postopati to, kako imaš ti mišljeno za moje življenje. Ko se pripravljam pustiti ti, ko boš leko iskreno sledil Jezusu. Ko boš leko poslišal njegov glas, tudi v situaciji, kjer se trenutno nahajaš. 1. Kralju 11:38 še enkrat. Če boš torej poslušal vsemu, kar ti bom zapovedal, hodil po mojih poteh in delal, kar je prav v mojih očeh, se držal mojih zakonov in zapovedi, kakor je delal moj služabnik David, bom s teboj. Amen. Ja, Gospod Bog, hvala ti za tvojo besedo, hvala ti, kad nam ti želiš gučati na naše misli, na naša srca, kad nas ti želiš spodbuditi, hoditi za tev, Gospod Bog, imeti tebi na prvom mestu naše življenje, kako smo tudi popevali v pesmi, Gospod Bog, te iskreno ljubimo nad vsem, kaj je, Gospod Bog, in tudi, kad si ti temelj naših srcih. Gospod Bog, resnično, kad bi leko stalno znova in znova v milosti, ljubezni, spoštovanju do tvojega velikega imena, Gospod Bog, prosili vodstvo tvojega svetega duha in hvala ti, Gospod Bog, za tvojo milost in žrtev, kjer si napravil za vsakšega posameznika, ko smo gnez tu zbrani in pa tudi tisti, kjer so ne mogli priti, Gospod Bog, in pa za vsakšega posameznika na tom svetu, Gospod Bog, si ti dal svojega sina Jezusa za nas, ko smo leko dobili možnost priti do odrešenja, do tvoje večne ljubezni, ko smo leko dobili možnost priti do tebe, Gospod Bog, in hvala ti, Gospod Bog, za vse, ko nam ti daješ. Hvala ti, Gospod Bog, za vse pretekle situacije, ko si se ti poskrbil. Imamo pričevanje v naših življenjih, ko si ti zvesti Bog, ko smo spoznali to in tudi v trenutnih situacijah in pa tudi v prihodnih situacijah, ker smo se nahajali v preizkušnjah, ker ti znamo, kada prišle. Šatan se bori, ko bi nas zrušil, ko bi nas uničil, ampak znamo, Gospod Bog, ko si ti obljubil. Ko si ti zvest Bog, ko si ti z nami. Amen.